Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o najbolj nevarnemu človeku v Evropi. Kdo je bil Oto Skorženi? Oto Skorženi se je prislužil vzdevek najbolj nevaren človek v Evropi. Toda kako je temu nemškemu vojaku uspelo doseči ta naziv? Druga svetovna vojna je bila zagotovo nevaren čas za preživetje. Nekateri ljudje pa uspevajo v nevarnih časih. Si ustvarijo ime s prevzemanjem osebnih tveganj in z doseganjem najbolj osupljivih rezultatov. Njihova dejanja jih spremenijo v legende in pridobivajo spoštovanje tako prijateljev kot sovražnikov, čigar pobegi so mu prinesli splošno priznanje in naziv najnevarnejši človek v Evropi. Življenje Ota Skorženija pred vojno. Oto Skorženi se je rodil 12. junija 1908 v avstrijski družini srednjega razreda. Že od malih nog je imel nagnjenost k jezikom, poleg materne nemščine pa je tekoče govoril francoščino in obvladal angleščino. V šoli je bil navdušen mečevalec in se je pogosto zapletal v nevarne dvoboje z živim jeklom. Udeležil se je 15 osebnih dvobojev, 10. pa je bil še najbolj pomemben, saj mu je pustil veliko brazgotino na obrazu. Oto Skorženi se je avstrijski nacistični organizaciji pridružil leta 1932, avstrijski veji SA pa leta 1934. Bil je znan kot zelo karizmatičen lik, med Anschlussom pa je po lastnih besedah rešil avstrijskega predsednika Williama Miklasa, ki so ga ustrelili avstrijski nacisti. Trdil je, da bi usmrtitev predsednika ustvarila mučenika in spodbudila pronacistična čustva v Avstriji. Med drugo svetovno vojno, ko se je Nemčija leta 1938 že priključila Avstrijo, je Oto Skorženi imel pomembno vlogo, saj je rešil življenje predsednika Williama Miklasa. Po invaziji na Poljsko se je Oto Skorženi poskušal pridružiti Luftwaffe, a so mu rekli, da je previsok. Bil je visok kar 193 cm. Pri 31 letih 1939 pa je že bil prestar, da bi postal pilot. Namesto tega se je na koncu pridružil Waffen-SS in se uril pri SS Adolf Hitler, ki je bil Führerjev osebni polk telesne straže. Boril se je v operaciji Barbarossa, bil je odlikovan z železnim križem drugega reda in bil je ranjen v tilnik očrpnela. Odstranili so ga sa fronte in mu dodelili štabno službo. Takrat je razvil svoje zamisli o nekonvencionalnem vojskovanju in si zamislil ustanovitev enote, ki bi lahko izvajala različna dejanja, pripisana vlogam komandosa. Skorženjeve zamisli so pritegnile pozornosti Ernesta Kaltenbrunnerja, vodje glavnega varnostnega urada Reicha, RSHA, ki je svoj načrt posredoval Walterju Schalchenburgu, vodji oddelka zunanje obveščevalne službe SS pri RSHA. Oto Skorženju je zaupal urjenje vojakov v sabotaži, vohunjenju in paravojaških tehnikah, ter ga imenoval za vodjo Die Waffen-SS Sonderverband Freudenthalt, pozneje preimenovanega v SS Jagdverband 502, ki je bila posebna enota Die Waffen-SS. V prejšnjem videu smo govorili o operaciji Hrast. To je bila najbolj znana akcija, ki jo je izvedel Oto Skorženi. 12. septembra 1943 je operacija Hrast je bila Skorženijeva rešitev Benita Mussolinija, ki je bil ujet v hotelu Campo Imperatore na gori Gran Sasso d'Italia. V operaciji so sodeloval Oto Skorženi in padalci, ki so cilj dosegli z jadralnimi letali. Medtem ko je bil spodnji del postaje vzpenjače, ki je omogočala dostop do hotela Campo Imperatore, zajet v hitrem kopenskemu napadu, v katerem sta umrla 2 Italijana, 2 pa sta bila ranjena. V nekih trenutkih so Skorženi in njegovi posebni vojaki skupaj sa Fallschirmjägerji povsem presenetili Italijane in premagali 200 karabinerjev, ki so držali Mussolinija v ujetništvu. Skorženjevo sodelovanje v napadu je Mussolinija osvobodilo brez izstreljenega strela. Spremljal je odstavljenega diktatorja in opravil izjemno tvegan, a uspešen vzlet z letalom. Komaj 10 minut potem, ko je Skorženi pristal na gori, je bil Mussolini v letalu, ki je letel na varno. Izid misije je povzročil, da je Oto Skorženi zaslovel po vsej Evropi in so se ga začeli zavezniki nenavadno bati. Druge operacije Ota Skorženija je bil tudi Dolgi skok, je bil domnevni načrt za umor Velike trojice, Churchilla, Stalina in Roosevelta na Teheranski konferenci v Iranu.
Sovjeti so trdili, da so preko protiobveščevalne službe prejeli informacije, da Otto Skorženi, da je vodil ekipo, ki je med konferenco poskušala ubiti voditelje. Churchill je trdil, da je to sovjetska propaganda. Otto Skorženi pa je kasneje trdil, da operacija nikoli ni obstajala. V začetku leta 1944 je bila izvedena operacija Rosselsprung, kjer se je Otto Skorženi in njegovi komandosi poskušali ujeti Josipa Broza Tita, priznanega predsednika Jugoslavije, ki je vodil partizansko skupino proti nacistični okupaciji. Po obisku v Zagrebu je Skorženi spoznal, da so načrt ogrozili nemški agenti in se zavzel za preklic operacije. Operacija pa je vseeno šla naprej in je bila katastrofa. Načrt je bil vdreti v jamo, kjer se je skrival Tito, a so partizani čakali na prvi val Fallschirmjägerjev. Tudi drugi val je zgrešil cilj. Tito pa je zlahka pobegnil. Nemci pa so utrpeli velike izgube. Oktobra 1944 se je poraz Reicha bližal. Madžarska je bila članica sil osi in regent Madžarske admiral Mikolos Horthy je začel tajna pogajanja s Sovjeti. Milijon nemških vojakov na Balkanu je zaradi tega tvegal, da bodo odrezani. V operaciji Panzerfaust je Otto Skorženi v drznem napadu ugrabil sina admirala Miklosa Horthyja. To je bilo storjeno, da bi Horthyja prisilili k odstopu kot vodja madžarske vlade. Nato je bila postavljena pronacistična vlada, ki je nadaljevala boj proti Sovjetom. Kot rezultat te operacije je Otto Skorženi dobil čin Obersturmbannführerja, kar je bil SS ekvivalent podpolkovniku. Pred bitko pri Ardenih se je približno 2 angleško govorečih vojakov Otta Skorženija infiltriralo v ameriške sile, da bi sejale zmedo. Čeprav je načrt do neke mere deloval, so ameriške sile večino agentov ujele in usmrtile. 2 leti po koncu druge svetovne vojne je bil Otto Skorženi interniran in čakal na sojenje zaradi obtožb kraje paketov hrane Rdečega križa, kraje ameriških vojaških uniform in nepravilne uporabe vojaških uniform. Nošenje sovražnikovih uniform je v nasprotju z vojnimi zakoni. Vse obtožbe so bile nazadnje opuščene zaradi pomanjkanja dokazov in dejstva, da so bili zavezniki pripravljeni storiti enak zločin. Kljub temu Skorženjevih dni zapora še ni bil konec, saj so bila njegova naslednja ovira denacifikacijski procesi, katerih namen je bil Nemčijo rešiti vseh največjih nacističnih uradnikov in najvišjih članov SS. Med čakanjem na sojenje v taborišču za internacijo v Darmstadtu je Otto Skorženi skupaj z nekaterimi drugimi svojimi tovariši iz SS pobegnil. Skorženi se je pridružil organizaciji Gehlen, ki je bila sestavljena večinoma iz nacistov in je bila ustanovljena kot obveščevalna agencija pod poveljstvom okupacijskih sil ZDA. Leta 1950 se je preselil v Madrid, kjer je ustanovil majhno inženirsko podjetje. Nato pa so ga zaposlili kot vojaškega svetovalca v Egiptu, kjer je uril egipčanske in druge arabske sile, vključno s Palestinci, ki jim je pomagal organizirati napade na Izrael. Med vojaki, ki jih je uril, je bil tudi Jaser Arafat. Govori se, da je Skorženi ustanovil tajno organizacijo imenovano PAEK, ki je nekdanjim članom SS pomagala ubežati pregonu. Kar 600 nekdanjim članom SS je pomagal ubežati kazni in najti nove domove v Španiji in Argentini. Zaradi svoje preteklosti je bil Otto Skorženi človek, ki ga je iskal Mossad. A namesto, da bi ga ubil, je Skorženi na koncu delal za Mossad. Njegovi motivi za to niso znani. Verjetno gre za kombinacijo želje po avanturi in strahu, da bi ga Mossad ubil, zaradi česar je delal za izraelsko vlado. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bil Skorženi močno vpleten v špansko neonacistično skupino CDD. Leta 1970 pa je uradno ustanovil skupino Paladin, ki je bila mednarodna skrajno desna paravojaška organizacija. S svojim delovanjem je Skorženi v povojnem obdobju uspel pridobiti velik vpliv po vsej Evropi in Južni Ameriki. Delal naj bi celo kot svetovalec in telesni stražar Juana in Eve Perón. 5. junija 1975, ko je živel v Madridu, je Otto Skorženi umrl zaradi raka na pljučih. Njegovo truplo so kremirali in kasneje odpeljali na Dunaj, kjer so njegove posmrtne ostanke pokopali pri ostali družini. 2 pogreba sta bila v Madridu in na Dunaju.
V obeh se je udeležilo veliko nekdanjih nacistov, na obeh dogodkih pa je bilo veliko nacističnih pozdravov. Oto Skrožen je bil sposoben vojak, pripravljen na tveganje in načrtovalec, ki je imel velik pomen kot posameznik med drugo svetovno vojno. Tudi po vojni je njegov vpliv še naprej naraščal, ko se je selil po svetu in se vključeval v organizacije na desni strani političnega spektra. Kar ga je delalo nevarnega, so bile njegova samozavest, drznost in inteligenca, ki so bili vsi uporabljeni v manipulacijah, ki so vodile njegovo kariero, najnevarnejšega človeka v Evropi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.